Ja, dober dan, telefonu. Jaz sem se kar na vrhu obrnila in sicer imam eno vprašanje. A tukaj sprejemate klice iz cele Slovenije ali samo iz Ljubljane? Trenutno se nahajamo v regijskem centru za obveščanje Ljubljana. Tukaj sprejemamo klice z malo širše ljubljanske okolice. To gre za neko območje, ki ga pokriva izpostava Uprave za zaščito in reševanje Ljubljana. Koliko je pol klicev na dan dobite? V tem centru nekje 300 klicev v povprečju, tudi do 1400 klicev na dan pa po celi Sloveniji. Kam pa kličejo ljudje iz drugih mest? Vsi ljudje kličejo na enotno številko 112. Ta številka velja ne samo v Sloveniji, tudi po celi Evropi. In ne glede na to, kje se nahajaš, te poveže v bistvu, ko pokličeš številko 112, v določeni center, glede na tvojo lokacijo. Če si recimo v bližini Maribora, bo sprejel tvoj klic regijski center za obveščanje Maribor. Če si v bližini Kopra, bo pač prevzel tisti območni center, ki to območje pokriva. A če sem v kakšni drugi državi, recimo v Italiji, pokličem isto številko ali ne? Ta številka 112 je enotna v kjerkoli državi Evropske unije in lahko na njo pokličeš, če potrebuješ pomoč reševalcev, gasilcev. Kar pa je recimo zelo zanimivo, predvsem za vas mlade, tudi če imate račun prazen na mobitelu, lahko pokličete klic v sili na številko 112. Kdaj vse pa lahko pokličemo številko 112? Številko 112 lahko pokličeš, če potrebuješ pomoč, nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih reševalcev, jamarskih reševalcev in vseh reševalcev, ki glede na naravo nesreče jo bi potreboval. A vi tukaj sprejemate klice tudi za 113? Tukaj samo za številko 112, če pa je potrebna pomoč policije, pa operater preveže klic operativno-komunikacijskemu centru policije. Kaj pa moramo vse povedati, ko kličemo številko 112? Ko pokličeš številko 112, predvsem je treba povedati, kdo kliče, kaj se je zgodilo, nikakor pa ne pozabiti povedati, in to mogoče na prvem mestu, če lahko to poveš, kje se nahajaš. Zato, da bo reševalec kljub vsej tehnologiji, ki sicer omogoča lociranje tvoje pozicije, ko kličeš, znal poslati pravo pomoč na pravo mesto. Kaj vse se pa dogaja v tem predelu prostora? Tukaj sprejemamo klice v sili ljudi, ki potrebujejo pomoč, bodisi gasilcev, zdravstveno pomoč ali kakšno drugo pomoč. Kaj pa je to na teh 3 monitorjih? To so aplikacije, ki jih uporabljamo v našem vsakdanjem delu. Tukaj na levi vidimo geografski informacijski sistem, na katerem vidimo vse pokrajine, hiše, nam pove, na katero območje pokriva katero gasilsko društvo, katera lovska družina, plinovodi in vse ostalo infrastrukturo. Na sredini imamo naš program oziroma aplikacijo za poročanje ob nesrečah. Zakaj ljudje največkrat pokličejo? Ljudje največkrat pokličejo zaradi zdravstvenih težav ali pa v drugem pa zaradi gasilcev, pomoč gasilcev, bodisi v prometnih nesrečah ali požarih. A lahko pokličemo, če se na primer kaj našim domačim živalim zgodi, psom ali pa mačkam? Seveda, tudi zaradi tega lahko pokličete. Takrat vas bomo napotili na pristojno službo, bodisi zavetišče ali pa dežurnemu veterinarju, ki bo pomagal vaši domači živali. Kako pa je v Ameriki, če kaj veste? Medtem ko je v Evropi urejeno tako, da je ena številka za pomoč gasilcev in reševalcev, to je 112, to je mednarodna številka, pa imamo tudi v Sloveniji številko 113 za pomoč policije. V Ameriki pa je to narejeno tako, da imajo eno samo številko, to je 911, na kamor pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, reševalcev ali policije ali kakšne druge službe. Zanimivost je, če tukaj v Evropi z mobitela pokličete na številko 911, vas bo operater preusmeril na številko 112. A vi tukaj to delate 24 ur ali so izmene? Tukaj je izmensko delo. Center je namreč operativen 365 dni na leto. Delamo pa po 2 izmene po 12 ur. Kaj pa prikazuje ta tabla? Na tej tabli vidimo zemljevid Slovenije in označeno srednji del Slovenije, to je območje, ki ga pokriva regijski center za obveščanje Ljubljana. Prav tako vidimo, koliko prostovoljnih gasilskih društev imamo v naši regiji, 273, 2 poklicne pa 21 industrijskih gasilskih društev. A lahko tudi jaz zdaj en klic probam prevzeti? Naslednji, ko bo zazvenel, lahko prevzameš ti. Halo, 112, prosim. Tukaj so na Jučičevi cesti, ful je snega in drevo se je podarilo na cesto. Kako vam je ime? Je kdo poškodovan? Ime mi je Vid, pišem se Šavli. Nepoškodovanega ni, samo drevo je na cesti. Hvala, pošljem pomoč. A sem vse naredil?
Bilo je v redu, lahko bi bil malo bolj odločen in vodil pogovor. Dostikrat, ko ljudje kličejo, so v stresu, v paniki in ne znajo povedati stvari.